in cela prikolica tovornjak nekako nazaj vleče, kolikor malo popustiš, je tovornjak ostal. Zato smo imeli dveh probleme danes. Ja, tukaj je pomembna v bistvu prijem, moč v zapestju. Tukaj ni toliko pomembno, da si hiter, ne vem kaj, ker ponavadi ti vedno zmanjka moč v zapestju in se ti prsti začnejo odpirati in ti kovčki padejo. Tukaj se potem vidi, kdo ima ta močen prijem, kdo ga nima. Kaj je tukaj najpomembnejše? Ali da hitreje ali počasneje prenašaš te kovčke okoli? V bistvu, glede na to, da je pač prijem tisti, ki najprej popusti, enkrat, ko primeš kovčke, je pomembno, da v čim krajšem času narediš čim več metrov. To pomeni, zato gre tekmovalci tako hitro, ker če bi šli počasi, bi prej spustili. Ja, ta disciplina mi gre dobro, no. Vsaka disciplina, v bistvu pri tej disciplini so ful pomembni dolgi prsti, ne. Pa močen križ, ne. To ful pomaga, no. Pa noge tudi, ne, samo jaz večinoma se s hrbtom dvigujem, no. Tako imenovana igra Conan Wheel, Conanov krog. Tukaj smo dali precej visoko težo, take teže so tudi vse posod na mednarodnih tekmah. Videli ste tudi sami, nekateri pač uspejo, nekateri ne. Tukaj je pomembno v bistvu pri tej vaji dela celo telo, od nog, hrbta, največ potrpijo roke. Tako da moraš biti kompleten tekmovalec. Ravno v tej disciplini se je videlo, da je ravnotežje izredno pomembno. Ja, tukaj predvsem na začetku je pomembno, kako postaviš noge, da si v tisti vertikali, da je celo telo. Če se postaviš malo preveč naprej, da zanese preveč nazaj, ste videli, so naredili par korakov nazaj, tako da je zelo pomemben štart. In v bistvu enakomerno gibanje, da se ne začne ta težina, ki je gor, da se ne začne majati levo in desno. Tole disciplino si opravil s tako lahkoto, kaj bi razlog, se nisi mogel staviti? Ne. Ta mi najbolj ustreza, ta vaja. Najboljši sem v tem, to je disciplina moja. Vse bi lahko še malo niso, pa se ne da je bilo dost. Koliko je tisti tvoj najboljši rezultat v tem krogu? Nekaj čez 3 kroge je bilo najboljši. 3 kroge pa par metrov, nekaj taga. To je kar dober rezultat. Ko ste videli po 2 kroga, ko mi nosijo, tako da je kar vreden. Zadnja disciplina je dvig krogel. Tukaj bomo imeli 5 ali 6 krogel od 120 do 170 kg. To je nekje v svetovnem merilu lahek set krogel, ker drugod so nekje krogle do 220, 230, tudi 250 so že dvignali kroglo. In sicer tukaj bomo imeli 120 do 170 in treba dvigniti vse krogle v čim krajšem času. Tukaj je zelo pomembna tehnika. V tujini sem jaz videl tekmovalce, ki imajo do 90 kg, pa so dvignili 180 kg kuglo. Tukaj pri nas pa bomo imeli tekmovalce, ki bodo imeli 140, 150 kg, pa bojo maksimum na 170. V bistvu je tisti prijem, kot pri vseh ostalih. Zato si boste videli, tekmovalci namažejo roke za smolo, da se ne drsi. Ker kugle so betonske, okrogle in se drsijo. Nimajo prijema. To, da si namažejo roke s to smolo,
potem skušajo dvigniti oktav, se dati na kolena in pol s hrbtom dvigniti gor. In da ne pozabimo, tudi današnji glavni sodnik in trenutni komentator je član ekipe lanskih evropskih prvakov. Ja, lani sem še nekaj tekmoval, letos sem tudi dobil nekaj povabil v tujino, ampak sem jih odklonil, pač sem imel druge cilje. Letos sem naredil 2 državna rekorda v powerliftingu in sem se posvetil več tistemu, tako da bom videl, kako naprej. Osebno zadnja disciplina je pri tebi stopala predvsem po izredni obutvi. Zakaj? Ja, problem je, ker sem majhen in nakladamo na 1,30 m višino in z normalno obutvijo ne moram naložiti kuglo, zadenam v rob in imam probleme velike. No, v bistvu mi moč nič ne pomeni, ker ne moram kuglo vardati. V rob zadanem in nič nisem naredil s tem in zato imam pa dlje v podplat. Take kevle zaradi tega. S tem pa tudi težim delo, ker težje dvignem kuglo je stav, ker se moram bolj razkloniti. Današnja tekma je izgledala čisto rutinska, zmaga tudi, čeprav najbrž ni bilo tako. Ja, tekma je bila zelo težke discipline. Odločil sem se zato za take težke, ker sem vedel, da sem povabil tudi zelo močne tekmovalce, sem nasploh iz tujine, ampak vidim, da so naši Slovenci tudi zelo močni. Tako da sem prav zadovoljen s tekmovanjem. Čudovita tekma, mednarodna konkurenca. Katera disciplina je bila konkretno zate najtežja danes? Kaj pa vem, najtežja je bila recimo konja naokrog, ker ta disciplina potrebuje veliko kondicije in vzdržljivosti. Drugače, večje teže so bolje za mene, ker imam ogromen telesne mase in mi ni problem hoditi. Ampak teže mi je hoditi dolg časa. Kaj pa tuji tekmovalci, kako bi komentiral njih? Ja, tuji tekmovalci so bili zelo dobri, čeprav vem, da tujim boljš tekmujejo, kot so danes. Ampak glede na to, da so pokazali vse svoje napore pa moči, sem zelo zadovoljen. Kar nekaj poškodb smo videli, je to običajno? Ja, običajno, kakorkoli. Ponavadi ena poškodba največ na tekmi ali pa nobena, ampak pač malo pritiska, malo živci delajo tudi. Ogromne so tudi teže bile, to ste videli sami, ker niso bile nedolžne teže, so bile res ekstremne. Tako, kar sem že prej omenil, da je na Eurošportu, recimo, so podobne teže. Zato so pa poškodbe večje. A kljub vsemu je zmaga pred domačo publiko vseeno sladka. Kaj pa načrti? Kje bo še tekmoval letos? Ja, čez en teden točno imamo v Leipzigu v Nemčiji evropsko tekmo. Pridejo iz vse Evrope tekmovalci. Potem imamo v Banja Luki, organizira Radojica tekmo in v Sarajevu organizira prijatelj iz Danske, Hajdarevič, tako da imamo še kar precej tekem zdaj. Vsak teden eno. Priprava za današnjo tekmo je izgledala tako kot priprave na vse ostale oziroma prejšnje, ali si to? Ja, priprave so izgledale tako kot za vse tekme, tako da nisem nič izbiral, dal sem vse vaje, kar je možen, zato da sem videl, koliko sem sploh sposoben tudi sam, ker vem, da imam v tujini še več različnih vaj, ampak te so najtežje, kar ste danes videli. Tako da priprave potekajo celo leto, ne samo za to tekmo, ker konec koncev je treba imeti vse splošno kondicijo celo leto, ne samo za eno tekmo. Današnji tekma je konec. Kako konkretno bo izgledala tvoja regeneracija? Boš kaj počival, glede na to, da je naslednja že čez teden dni? Ja, počival bom 2-3 dni, potem bom naredil en trening, ker pač nimam časa za počitek toliko. Imam tudi s fitnessom doma zdaj dosti dela, ampak če uporabljaš glavo, pa smisel za to, pa da nisi živčen, pa da se ne obremenjuješ preveč z drugimi stvarmi, vse to speleš brez problema, samo imeti treba potrpljenje pa dobro voljo. Še enkrat čestitke za današnji uspeh in čim boljše rezultate v naslednjih koliko letih še? Ja, če tako pogledam po sebi, če bom imel srečo, upam, da ne bo velikih poškodb, ker poškodbe imam skozi kakšne, ker pač pri takih naporih so. Glede na to bom videl še par let, sigurno 5-6. Bomo pa videli, koliko bo zdravje, pa zadovoljstvo, sreča, pa dobra volja.